Prav bomo zdaj šli še. V bistvu tvoje vprašanje je bilo že v bistvu nekako uvod, v zadnjega našega predavatelja, dr. Andreja Pečurja, ki pa bo nam nekoliko bolj poudaril v bistvu postopek sprotnega objavljanja odprtih dostopnih čatov HTML obliki. Tako da bomo nekako zaokrožili to našo diskusijo, ki pa verjetno zelo zadnja. Da, prosim, za besedo. Pravzaprav bom jaz vam predstavil tako na začetku, zdaj, ko predstavili kar lepo povzetke, pa vse, kaj ta OSL omogoča, bom jaz mogoče bolj za na koncu probil še prepričati tiste, ki že niste prepričani, zakaj bi bilo dobro, da greste na ta sistem. To je, na primer, naša spletna stran za OSL na inštitutski, za prispevke za novejšo zgodovino. Kot primer, in zdaj, na primer, nekaj malo prednosti in slabosti pri tej naši hitri odločitvi, ki smo se nekje spomnali odločilo in potem je bilo to resno dobesedno v parih mesecih tudi izpeljano in je šlo kar relativno gladko. Je seveda ena od slabosti je to, da so dodatni stroški v primerjavi, ki jih potem prej še nimaš vključeni, ampak tako mi rekel, te stroški niso veliki. Naša izkušnja je bila tista, ampak smo resno na hitrico delali, moramo tudi reči, da imamo relativno zelo dobro raziskovalno infrastrukturo, tako da so in serveri in osebe in tako dalje, tam tudi so zunanji stroški so tem znašali enih 500 evrov. Samo bo pa nekaj več seveda pri teh raznih nadgradnjah, so potrebno nekaj brati in podobno. Tako da so te, se pravim, prednost tega, čeprav so dodatni stroški, so te stroški resno relativno zelo mali. Potem so velike slabosti se ravno to, da se mora uredništvo začeti privajati na OSL. Recenzenti se morajo privajati na vse, avtori se morajo privajati na OSL. Ampak po drugi strani je pa to, ko smo že previdili, preglednost uredniškega postopka, preglednost recenzenskega postopka. In naša izkušnja je bila resno dobesedno ta, da se probaš potem, ko se začneš to delati, si rečeš, lih ravno to isto ta številka, sej, če že toliko pa toliko revij po celem svetu to zadevo uporablja in jih čez dalje več uporablja, je prednost tega sistema ta, da ko se bo ali urednik, ali pa avtor, ali pa recenzent enkrat navadil na ta sistem in bo nekje pri drugi reviji, ki isti sistem uporablja, bo praktično že domač, ne bo treba tako veliko ga spoznavati. Je pa mogoče naša izkušnja bila pri tem tudi ta, da seveda so bila navodila zelo dobrodošla, jih je treba stalno pisati, pa stalno dejati in da moče kot ena posebnost, ljudje, ko prvič pridejo v sistem, pri nas je bila ta izkušnja, je bila ta, da so dobili natančna navodila. Tisti, ki so bili nesigurni, so šli natančno po navodilih in je šlo vse brez problema. Tisti, ki so bili pa sigurni v sebe, da obvladajo, pa znajo zadevo, so pa tako naredili in je veliko jih ravno v tem primeru se pozabil odkljukati kot avtor in potem so že leteli kakšne maili do majceta. No, bi pa še tole nekako poudaril. Da predem se to odločite, da greste na to, morate kar dobro resno pomisliti, zakaj sploh greste na ta sistem. Ker bilo je že naprej izpostavljeno, ampak mi smo mogoče to še enkrat bolj izpostavilo, da OSL zagotavlja to infrastrukturo za dve vrste postopkov. Eno je izvajanje uredniškega postopka, drugo pa objavljanje celotne revije na spletu. In ni nujno, da so te zadeve povezane, lahko so tudi ločene, morate vedeti, naprimer, če boste bili sigurni, to, da hočete iti da vaše uredništvo hoče kot takšno iti potem tudi na OSL. Je seveda to zelo velika prednost in se spodbuja. Če pa hočete mogoče imeti samo eno fino spletno predstavitev revije, je pa mogoče so tudi kakšni drugi sistemi. Naprimer, tukaj malo naredim samo reklame še za naše kolege iz Darjah. Je tukaj le na primer za review.org, Francozi so
In, na primer, oni imajo to sistem, ta mestnik za predstavljanje, lepo se vidi tudi avtomatična pretvorba v HTML, PDF, EPUB, se naredi in je zadeva tudi zelo fajn funkcionira, tudi spletna stran je zelo redu. Tako, na primer, da se kdo lahko tudi, če hoče samo spletno predstavitev imeti, tudi za to odloči, ne? Ampak, kot smo videli, ne, je pa velika prednost, če se odločite za OS, ko rabite to za uredniški postopek. In smo prej tudi slišali, da je to veliko in zelo dobro pomagalo. In v tem primeru, pri tej reviji, na primer, Journal for Textology Initiative, so se odločili, da bo imeli predstavitev tukaj, recenzenski postopek bo pa še vedno izvajali preko OS-a. Se pravi, oni uporabljajo OS samo za recenzenski postopek, ne za predstavitve. To je nekaj vrsta zanimivost, kar je tudi to je mogoče narediti. Ne? No, zdaj pa pridemo, se je šla pa reklama, ampak sem se za slučaj, vsak slučaj sem tudi dal, da naredim reklamo še za kolegi iz RC-ja. Da tisti, ki bi se pa odločili, pa vas je strah stroško, ne, pa se lahko vključiti že v obstoječe sisteme in kot ste slišali, ravno na ZRC-u ponujejo to možnost, da se pa vključite in tukaj gor je tudi lepo naslov napisan, ko smo prej tega. Ko sem rekel, navodila so zelo pomembna, pa kaj je tukaj ne bom zdaj govoril, smo prej že slišali. No, zdaj pa ta glavna zadeva za odločitev. Da je mogoče za marsikateri revije in za tega mogoče ta zadeva zdaj tudi tako aktualna, je ravno te. Se pravi, ta obzorja 2020, ta politika, ki je prišla z odstopom do odprtih raziskovalnih rezultatov in do odprtih raziskovalnih podatkov. Se pravi, da je obvezna oddaja dostopnosti objav certificiranih projektov ali pa raziskovalnih. Se ne iz vseh področij, s komunistike seveda ni še zdaj trenutno, ampak vse zadnje mogoče bo v naslednjem obdobju tako. Druga varianta, ki pa je tudi zelo pomembna, da si je bilo v skladu s temi zgornjimi zahtevami, v skladu s zahtevami Evropske komisije, je bilo tudi na nacionalni ravni, se pravi v Sloveniji sprejeta ta strategija, se pravi nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Pravi, da bo slejko prej se bojo vse revije srečale s problemom, kako svoje članke narediti ali z zamikom ali pa takoj odprto dostopne za druge raziskovalce. In to je tista stvar, ki je najboljša pri tem OS. Če se odločite za OS, imate vse te rešitve notri že vklopljene. Ne bo treba kaj veliko razmišljati v teh zadevah, kako bomo pa zdaj te probleme rešili, ko bomo šli. Prevzamete OS, in je OS je že kompatibilen z navodilami OpenAir, kamor se prijavljajo te zadeve za obzorje 2020. Potreba samo ta OpenAir aktivirati. Preprosto pritisnete na kljukico, avtorji morajo opisati meta podatek, v katerem projektu evropsko financiranem je bilo ta zadeva financirana in stvar je rešena. To pa seveda predvsem zaradi tega, ker ima OS zgrajen ta OI-PMH protokol za zajemanje metapodatkov in tukaj na primer nekaj primeri za naše inštitutske zadeve. Je to HTML formatno, drugače je, ko je samo izpis, bolj lažje berljiv. In tukaj bi sam tudi rekel, ne vem, če je kdo iz tistih izlučujočih politike, da upam, da tiste revije, ki bomo imeli ta sistem, ki ga imamo, nam ne bo treba potem skrbeti, da bo naši članki potem kje še z raznimi dodatnimi pošiljanimi metapodatkov v kakšne repozitorije, ki bojo postali uradni repozitoriji. In upam, da bo zadostvalo, da bomo ta OS naslov poslali kaj in bojo oni lahko prepastirali naše metapodatke in s tem ne bomo imeli problemov. Druga varianta, ko smo rekli, ne, se pravi sami članki, je pa stvar zelo dobra, da tako mogoče na manjša reklama naredil tudi za OS, jih ravno za te dodatne datoteke, ki so jih lepo tukaj lepo dostopne. Mi smo to zadevo nekako porabili zdaj poskusno v primeru za teh raziskovalnih podatkov pri člankov. In tukaj je članek našega glavnega urednika,
ravno išče ni zdaj dostopen bo ta novim reviji, ki ima tukaj tudi te dodatne datoteke in te dodatne datoteki je na primer datoteka, ki se morajo, pač moja datoteka, ki se morajo dodal in podlagi katerega je nekaj napisal in tudi lepo se razvidi, kako so napisani in je gor URL stalni in je avtor in je naslov in podobno. No, tole je neki en bug, pa tale HTML, tukaj se ne vidi čisto lepo, ker sem HTML koda, ampak se pravi, če bi se odločili, bi bila zahteva, da mora imeti revije, tudi raziskovalne podatke posameznih člankov javno objavljene, je to sistem, ki tudi to že sedaj omogoča. No, ta variant je tudi, ki je bila malo naprej parkrat omenjena in pa je tudi zelo velika povezava s tem, kako se ta politika glede uredništva in dostopnosti revij spreminja, pa ta, da OS resno omogoča zelo različne načine, kako se odločite, za kakšen poslovni model bi vaša revija funkcionirala. Je seveda ena varianta je to, da ste povsem plačljiva revija, in tudi ali je možnost, da bo avtor plačal za članek in mogoče ta varianta tudi to v možnosti. Ali mora lahko dostopati do člankov samo naročniki, tudi ta je možnost. Ne? Je pa seveda najboljša možnost iz našega stališča, to smo se mi tudi odločili, da je odprti dostop. No, tukaj je, na primer, kako se uredi za razna plačila, kot sam primer. No in naš poslovni model je čisto preprost in bomo videli, kako se bo obdržal. Največji vir financiranja je seveda subvencija ARRS. S tem pokrijemo glavne stroške in tudi preden smo prišli na vse to, seveda tista naročila niso pokrivali ali ravno kakšnih visokih procentov nasih stroškov. Je bilo nekaj, seveda, dodatnega denarja, ampak ni bilo to tisto, s katerega bi revija lahko živela. Je, kot v večini slovenskih znanstvenih revij, to subvencija. Dodatno pokrivanje je seveda tudi strani inštituta, v glavnem z našimi delom, ki je financiran iz drugih projektov, in potem narediš kakšne ure še dodatno tukaj in podobno, se to vsi dobro poznate. No, smo se pa odločili, da bomo prišli v ta sistem, da bomo sprotno objavljali, se pravi, ko bo članek izšel, ko bo šel skozi recenzenski postopek in se bo nabrala ena količina enih par člankov, bomo ta članek objavili v HTML obliki in, naprimer, že takoj na začetku ene 3 članke, da se tudi objavili, dodati mislimo zdaj iti tudi na DOI, tako da bi šlo možnost, da bi bilo tudi popis čim prej opisano in z tega stališča tudi izhaja to vprašanje, ki ga je kolega Zemljič ravno prej vprašal, ko se obvladamo s tem problemom. No in to je tista glavna prednost. Pri tiskani, potem bi šla tiskana verzija in nazadnje bi čez kakšna pol leta, oziroma takrat, ko bi šla celotna naslednja številka, bi dali še PDF-je. Tukaj je čisto takšen način razmišljanja. Ljudje so navajeni, če gre elektronsko, so navajeni PDF-je. Če so navajeni na PDF-je, se bojo tiste naložili. Sicer si mogoče tudi narediti let, si lahko sprintaš tudi iz HTML-ja, let PDF narediš. Ampak vseeno so navajeni na ta način in z tega upajmo vsaj, da se sedanje naročila, ki jih imamo in so večinoma tudi relativno stabilna, da se vsaj ta naročila ne bojo zmanjšala. To je tista politika, bomo videli, kaj se bo s tem upresno. No, in tako to zgleda, naprimer, tukaj je primer revije, kjer je trenutno samo še HTML gor objavljeno, zraven je še XML, čisto iz tega, da je tako tudi zraven spravljen, z katerega je ta HTML nastal. To izgleda čisto takole, potem primer tega članka. Tukaj je bilo
ena od teh težav je pa seveda tudi, kako zdaj, če bo članek išel prej, predtem bo v tiskane verzije šla, in bojo ljudje vedeli, kako zdaj to bojo ljudje citirali. Iz tega stališča je bilo prej pri HTML-ju poskrbeti, da so lepo označene številke po glavi in da ima vsak paragraf odstavek ima tudi svojo številko, da bi se lahko citirali citirano prvo poglavje, drugi in tretji odstavek, pa kaj podobnega. Kar je pri zgodovinopisu je resno zelo pomembno, da imamo včasih resno ne samo tiste citirane celih člankov, ampak zelo pogosto posameznih delov in je s tem mogoče ena težava bolj enostavno rečena. Smo delali pretvorbe v HTML preprosto, ker imamo relativno zelo dobre izkušnje z XML-jem in tukaj so tudi zelo dobri XLT stili za pretvorbo v HTML. Je bilo to relativno zelo hitro se naredi brez problema. Največji problem pri tej zadevi je to, da ko se docx daš naprej, moraš tisti XML nekaj urediti, da je treba včasih ostane v docx-u kar precej razne svinarije in je treba pa tisti XML največ popravljati, ko se kakšni stili v docx-u prepleta. Ampak to je tista splošna varianta, ki pride do teh problemov. No, tukaj zdaj na konc. No, pa mogoče še prej, ko je ena kolegica spraševala s tem. Mi smo se ravno tudi srečali s problemom citiranosti, pa s tisto urejanje referenc. In mi smo šli, pri novi varianti smo šli na čekaški stil citiranja in ker tudi ta umestnik ni delal za urejanje in čekaškega stila potem notri sploh ni in je tudi ta čekaški stil je slovenska verzija čekaškega stila, smo tudi nekaj naredili in pretvornik za kot je naprimer označen, tukaj se lahko vidi, kot je ta originalni naslov potem označi, kaj je avtor, kaj je naslov in gre potem tako dol še tudi z tele, kaj je že kraj izdaje, založbo, letnico. Tako da ti to imaš, da potem isto preveriš pravilnost citiranja ali pa potem za naprej izvoz v kaj drugega. Toliko to. Ki je zelo lepo zaokrožil celotno današnjo diskusijo ali pa predstavitve. Drugače se vam vsem najlepše zahvaljujem, da ste si vzeli čas, da ste prišli na to predstavitev in vam vsem želim veliko uspeha pri tovrstnih izzivih, ko se boste sami spopadali ali pa z vašimi izkušnjami. Upam, da bomo še imeli priložnost, da jih kdaj izmenjamo in v kakšni drugi priložnosti, tako da res vsem najlepša hvala za današnje prisostvovanje. Hvala.